gospodje, dragi novinarji in predstavniki medijev, dragi prijatelji znamke Porsche, lepo pozdravljeni na današnji novinarski konferenci. Lokacija je malce nenavadna, vreme nam tudi ne prizanaša, ampak trenutek za položitev temeljnega kamna za novi Porsche Center Ljubljana, kjer bo zaživel nov koncept Destination Porsche, pa je popolnoma pravi. Zdaj pa k uvodnemu pozdravu najprej povabim generalnega direktorja Porsche Interauto, gospoda Kristjana Langa. Mr. Lang, the stage is yours. Thank you. Good morning, everybody. As my Slovenian is a little bit weak, I have to speak in English with you. But nevertheless, dear journalists, dear guests, dear colleagues from Porsche AG and also from Porsche Salzburg, warmly welcome to this winter day to the construction site of Porsche Destination here in Vervoškova. It is a pleasure for me and my team to welcome you to the start of the brand new chapter of the Porsche brand here in Slovenia and as well for the entire Porsche Interauto Slovenia group. Our new Porsche Destination is a milestone of our transformation, and with this step we are looking towards the future. Our mission is to be the modern gathering place for our Porsche community. Together we are driving into the future, and the best is yet to come. Now I want to hand over to the brand manager of Porsche, Vasja Potočnik. He will give you now more detailed information, but in Slovenian language. Thank you very much. Dragi gostje, najprej hvala, da ste si vzeli čas in danes obiskali naše gradbišče, kjer bo že naslednje leto stal najnovejši Porsche Center, imenovan Porsche Destination. Ta novi maloprodajni koncept se bo malenkost razlikoval od starega. Prejšnji saloni so bili fokusirani vedno na produkt. V srču salona je bil vedno avto in vse se je gibalo okoli avta. V Porsche Destination konceptu je v srču obiskovalec, fan naše znamke in vse se giba okoli človeka, okoli njega. Poudarek torej je na obiskovalcih. Gradimo prostor, ki bo za obiskovalce atraktiven, sodoben, interaktiven, predvsem pa topel in prijazen. Želimo si ustvariti kraj, kjer bo mogoče izmenjevati izkušnje in doživetje, ne samo v Porsche community, ampak tudi izven nje. Koncept Destination Porsche bo predstavljal čustveno izkušnjo, ki jo bo podprla moderna, multimedijska interaktivna tehnologija. To je simbol naše strasti do premikanja mej v inovacijah, trajnosti in zagotavljanju vrhunske uporabniške izkušnje. Porsche Destination bo prostor za vse ljubitelje znamke Porsche, kraj, kjer se bodo uresničile sanje. Danes se nam, Porsche ekipi, uresničujejo sanje z začetkom te čudovite gradnje tega objekta. Poglejmo nekaj številk. 12.500 kvadratnih metrov zunanjih površin, fasada z rdečim LED prepoznavnim trakom iz DNA dizajna Porscheja, lastna sončna elektrarna na strehi, hitra polnilnica preko 350 kW, več kot 22 kW polnilnic zunaj salona. Notri pa 2200 kvadratnih metrov prostora za prikaz klevetnih vozil. Ko boste notri, boste čez stekleno šiko lahko pogledali v servis. In v servisu je prostora za 15 dvigal. Tako kot v dobrih restauracijah, ki imate pogled v kuhinjo, boste tudi pri nas imeli pogled v zakulisje in v servisno delavnico. Zahvaljujoč vsem digitalnim aplikacijam in multimedije, ki bodo vgrajene v novem salonu, se bo tudi meja med fizičnim in digitalnim svetom postopoma manjšala. Notri bomo tudi lahko postavili določene module, ki jih bomo lahko menjali glede na potrebe in pa želje po prikazu določenih modelov. Tu pa je še trajnost. Objekt bo izveden po DGNB certifikacijskem sistemu trajnostne gradnje.
To je Deutsche Gesellschaft für nachhaltiges Bauen oziroma Nemško druženje za trajnostno gradnjo. Ta certifikat je v Sloveniji najbolj uveljavljena metoda ocenjevanja trajnosti gradnje. Želimo si, da nas boste obiskali, da nas bodo obiskali vsi, ki znamko že poznajo, predvsem pa tudi ljudje, ki znamke še niso spoznali. Naj se ob tej priložnosti zahvalim seveda tudi vsem našim strankam, ki so nas pripeljali tako daleč in nas motivirajo za take čudovite stvari. Hvala tudi vam, ki ste z nami že vrsto let in spremljate razvoj Porsche znamke v Sloveniji. Najlepša hvala. Hvala lepa. Naj omenim, da smo za vas pripravili tudi sporočilo za medije, kjer so vsi ti podatki napisani, tako da bo vse na voljo. Zdaj pa je čas, da naredimo to simbolno dejanje in položimo in zasujemo temeljni kamen oziroma kamne. Če ste dobili po pošti kakšen kamen, prosim, pridite in ga položite zraven ploščice. Če jih nimate s sabo, imamo tukaj rezervne in bi vas prosila, da nam pomagate in soustvarite to zgodbo. Kdo bo prvi? Kar ponud malo kamnov, da naredimo malo lepe dekoracije. O, super, hvala. Še kdo? Potem zgleda, da bomo to naredili kasneje. Zdaj pa z lopatami lahko vzamete malo peska in ga posujete po temeljnem kamnu. Maybe all together prepare the sand and put it on the destination stone. Maybe all together, yes. Smile. Okay, let's go. 1, 2, 3. Tantum verde lajša bolečino in oteklino pri vnetju v ustni votlini in žrelu. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Onitek zdravilni lak za zdravljenje zmernih do blagih glivičnih okužb nohtov. Brez piljenja, brez odstranjevanja laka. Onitek. Resne težave imajo lahko tudi enostavno rešitev. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Torej, odločitev za gradnja je padla že praktično 10 let nazaj. Že 10 let nazaj smo spoznali, da se bo Porsche družba v Sloveniji tako razvijala, da bo obstoječi prostori premajhni. Dolgo časa smo iskali tako dobro lokacijo, kot je ta na Verovškovi. Seveda potem gradbena dovoljenja in vsi projekti so nekaj časa potrebovali, da so se danes realizirali. Gradnja bo končana v drugem kvartalu 2026. Naredili smo razpis, gradijo lokalni slovensko gradbeno podjetje. Celotna investicija je v dvomestna milijonska investicija, točna številka bo komunicirana ob otvoritvi, saj bomo takrat imeli točen podatek. Na tej lokaciji bo poleg Porscheja na desni strani bo tudi Cupra in Seat. Slovenija je bila vedno država, ki je avtomobilizem zelo pomemben. Ljudje živimo za to, čustveno smo povezani, posebej z znamkami, kot je Porsche. Jaz mislim, da je prihodnost zelo, zelo svetla.